Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Odmev tedna in seveda dobrodošli tudi v našem novem studiu, od koder se bomo zdaj javljali z vsemi svojimi podcasti, oddajami in vsem, kar bo pomembno v slovenski družbi. Tokrat komentirava dogodke tega tedna z našim rednim komentatorjem, to je dr. Jože Možina. Dr. Možina, pozdravljeni. Lep pozdrav in čestitke za ta prelesni studio, ki bo, verjamem, pripomogel še dodatno k pluralizaciji slovenskega medijskega prostora, ki je nujen. Res velik dosežek, čestitke. Ja, lejte, moram začeti s tem, kar sem slišala, se opravičujem, zdaj to je relata refero. Slišala sem, da se dogajajo spremembe v zvezi z vašo oddajo Pričevalci. Zakaj gre? Ja, to je, mogoče bilo, mogoče 10 dni nazaj se je pri meni oglasil urednik, da so neznosni pritiski za to, da bi bila oddaja krajša, da ne bi mogli, recimo, ljudje izpovedati tiste celote, ki jo premorejo v sebi. Veste, urednik, kaj to? Ne, to je Andraž Pešelj. Ja. Dobro, on je, kot ga razumem, je v eni težki situaciji, nekako med kladivom in nakovalom, in po njegovih besedah gre predvsem za pritiske skrajnežev v svetu RTV. Morate vedeti, da so to ljudje, ki niso nikoli v življenju delali na tem področju, ki niso nobeni strokovnjaki z tega področja, ampak imajo samo močno ideološko podstat, ki gre v smeri, totalitarizma in bolševizma, ker gre za to, da poskušajo omejevati neko oddajo, ki si je pridobila gledalce. Zdaj seveda to gre tudi pod plaščem racionalizacije in tako naprej, ampak moramo vedeti, da so Pričevalci najcenejša oddaja v zgodovini nacionalne televizije, ker pač snemam sam in se to dogaja v krogu zelo, relativno ozkem krogu sodelavcev oziroma sodelavk in je to res poceni oddaja. Poleg tega, da so jo omejili na 90 minut, kar v nekem smislu jemlje tisti dodatek, ker velikokrat so Pričevalci govorili tudi o svojih osebnih izkušnjah, o svojih pogledih na današnji čas. Je zanimivo, ne? Pač ta odslikava preteklosti na sedanjost, to bo sedaj ogroženo, ne? In se bomo morali temu prilagoditi. Ampak še hujše je pa to, da ta zelo, zelo poceni oddaja z veliko gledalci, da je doživela še en drastičen rez, namreč praktično prepolovili so število oddaj. Ne? Brez argumentov. Prepolovili? Torej, koliko jih boste zdaj imeli? Zdaj jih bo samo 12 na leto. Kaj pa dolžina in pa umestitev v program? Ja, mislim, da bo umestitev, vse to je tudi zanimivo, ne. Najprej so poskrbeli za skrajšanje in uničenje tega rednega kroga, ker smo se izmenjevali se spomini vsak mesec. Šele potem naknadno sedaj prihajajo vesti, kako naj bi to umeščali v program, ne. Bolj tako bi rekli z brda z dola, pes med kegle in tako naprej, ne. Bo nekje nekoč, zdaj se s tem ukvarjamo, no. V glavnem vidi se, da gre za poteze, ki niso v interesu gledalcev, ampak neke ozke preživete ideologije, ki jih moti kaj, ne. Saj veste, da so proti Pričevalcem je bila huda propaganda že ves čas. Dvakrat so zbirali peticije, so podpisovali peticijo za ukinitev oddaje. Imeli so celo tisti sramoten miting v Kopru, takrat, ki ga organizirala Zveza borcev, pa ta zabavljač je bil takrat Boris Kobal zraven. Plagiator, ne? Plagiator, ki so se reveži osramotili. Potem mene so čakali pred RTV-jem ti levičarski skrajneži s transparenti, dovolj je Pričevalcev, tedne in tedne, pa vodstvo ni nič naredilo. Ampak oddaja je preživela praktično do sedaj, sedaj pa bo šla naprej v tako zelo, zelo, zelo okrnjeni obliki. Pravzaprav, ne vem, ne morem verjeti, da se to dogaja, ampak se dogaja. Ne? To je sad te depolitizacije, ki jo je takrat propagirala gospa Asta Vrečko in tudi nekateri skrajneži znotraj naše hiše, žal. No, ampak vendarle nikogaršnji hlapci, recimo Igor Bergant, pa za njim stoji tudi Erika Žnidaršič, žal moramo povedati, in vsi ostali, plejada vseh teh ostalih, on pa dobiva neko oddajo. Ja, kako pa to veste? Ja, glejte, tle vidim tudi nekatere kolege, ne, ja. Ne bi hotel izdajati, ker nimam te njihove privoljenja. Enega, dva vidim, ki so mi sami potem zatrjevali, da jih je sram, da so tukaj zraven stali, ne. Ker so se po njihovih besedah borili za nekaj drugega, za RTV, za avtonomijo, za neko solidarnost med sodelavci. Dobro, očitno so bili zelo naivni in zdaj jih je sram. Dobesedno sram, tle ena sodelavka mi je rekla, pa še kolega tam od zadaj. Tako da ni vse enako, vsi, ki so tukaj stali, to so na svojo odgovornost. Eriko sem nekoč vprašal, če je kaj razočarana, ker tisti, ki so jo prej tako podpirali, je sedaj mečejo polena pod noge.
Pa rekak, da itak ni računala na to, da bi imela neko trajno podporo. Ja, v resnici se dogaja še en udar pravzaprav na oddajo Intervju, ki ima, 40-letno tradicijo na RTV-ju in je bila do nedavnega najbolj ugledna pogovorna oddaja 1 na 1 s tako dolgo tradicijo. In šušljalo se je po hodnikih, najprej so nam termin sicer vzeli nekako začasno zaradi nadaljevanke na nadaljevanko, ne? To je nam tak manever, ki jaz osebno mu ne verjamem in tudi vsaj eden od kolegov, ki oddajo delamo, ne. Je šlo bolj za to, da se umaknemo iz prime timea, ne vem, zato ker imamo tu pa tam kakšnega gosta, ki razmišlja malo drugače, to je moje osebno mnenje, ampak običajno tako mnenje je kar relevantno, ne, ker je na podlagi izkušenj. In pazite, ne na uredniškem sestanku, ker sem pač urednik te oddaje, ampak na hodniku. Taki ljudje, ki sploh ne bi smeli, ali pa je čudno, da so vedeli, ja, da pripravlja Igor Bergant neko pogovorno oddajo, v redu, njihova stvar, ne pripravlja, to ni moja zadeva. Ampak jaz vem, da se bo ta oddaja umestila ob 9 zvečer v nedeljo, torej točno v naš termin intervjuja. Ja. In da bo izrinila našo oddajo. Ker vi ste v bistvu naredili gledanost tega termina, ne? Ker jaz vem, ljudje čakajo, nedelja ob 9, gledam Možino ali pa oddajo Intervju, zdaj bo pa nekdo se usedel na ta vaš termin. Ja, lejte, to je pač nivo depolitizacije in potem so seveda ideje, spet smo mi 13. prase, ne, je oddaja Intervju, kam bi vas dali, ne, spravi tako ugledno oddajo tudi zanimivo, ne, mi smo sceno, čakamo že 3 leta, skozi jo zavračajo, ne, novo scenografijo, kot se tukaj recimo naredili, ne vem, koliko časa ste rabili, da ste naredili ta lep studio. Mi smo to čakali, je bilo skozi zdaj zavrnjeno in tako naprej, baje se za to oddajo je že vse pripravljeno, ne. Tle se vidi, da smo v resnici, ne vem, drugorazredni tudi snovalci znotraj RTV-ja, čeprav jaz mislim, da kar usposobljeni in ljudje z rezultati, ne. Jaz nimam druge razlage, kot da gre tukaj za neki ideološki primež, da se iz tega prime timea, spravi najbolj uglednega gledanega termina, tam, ne vem, od 7 ali pa od 18. ure do 22, da se pač očisti vseh tistih vsebin, ki bi morebiti bile, ne vem, problematične za kogarkoli, ampak to je res, če to drži, to je moja slutna, gre res za pot navzdol, ampak res rakovo pot javne televizije, ki se vrača k tistim izvorom, zaradi katerih je bila leta 53 ustanovljena, ne, kot ena ideološka podpora takrat komunističnemu režimu. K sreči pa so bili vedno tudi avtonomni posamezniki na RTV-ju, tudi vi sami ste bili eni od teh, ki so delali avtonomno in so prispevali k temu, da je javni servis v resnici opravljal svojo vlogo v večji meri. No, sej, tisto, kar je problematično, je tudi to, kar ljudje pišejo, ne, da praktično se glasu polovice Slovenije, bi človek lahko rekel, sploh ne sliši. Predvsem zdaj sem dobila neko pismo nekega gledalca, ki se seveda jezi, da zdaj seveda spet RTV Slovenija vošči vesele praznike, katere vesele, kaj pa imamo zdaj, pustno rajanje ali kaj, da blagoslovljenega Božiča sploh ni več niti slišati, ne. To je zdaj to. Da javna televizija vseh, ne premore te, kaj rečem, kulturne norme, ne, že z tradicionalnega vidika, če že ne z duhovnega, da bi voščila Božič svojim državljanom. Še smolega je, ne? Še smolega je, ja, tle res. Imate prav, tukaj se res vidi, da so ideološko tako zapeti, da ne zmorejo niti te malenkosti. Čeprav verjamem, da doma pečejo potice in upam, da ne pirhe, ne. Ups, pardon. Ne, to je bolno. Se spomnim odlične, že ko sem bil sam direktor televizije, so prinesli te božične aranžmaje po pisarnah, tudi mojo direktorsko, in so bile 3 sveče. Ja. Sekal, ne? Tako. 3 sveče, ne, sem seveda šlo to nazaj in so prišle 4 sveče, pač adventni venček, če že. To mora prav nekdo razmišljati o tem, da stvar ni bi bila taka. Ja, pa kater teden je, ne, koliko jih prižgemo, ne. Tudi v skladu z našo tradicijo. Ampak zanimivo, gledajte, tako posnemajo praktično vse najbolj bolne zapadne zglede, ne, te, ki prihajajo iz nekih drugih tradicij, celo vzhodnjaških. Tisto, kar je naše, kar nas je utemeljilo kot narod, ob katerem so zrasli tudi naši predniki, njihovi stari starši, to pa ne, to pa nekako zanikati. To je samo uničevalno, ne vem, kam to vodi. Vem, da je kolega Uroš Urbanija
ko je bil kaj pred nekaj leti, je postavil jaslice takrat v avli, ne? Tako, Ker je bila tista avli, jelka. No. Jaz sedaj, ko grem mimo, pogledujem, če so jaslice, seveda jih ni. Ne? Ja. No, ampak bile so vedno tudi v državnem zboru, kar sem jaz štela za pozitivno. Zdaj sicer ne vem, ali so tudi tokrat, ampak vendarle je neka ideja, mogoče v državnem zboru več demokracije kot pa tule, ne, pri tehle nikogaršnjih. Ne? Vidim, da jih imate v želodcu. Jaz jih nekatere redno srečujem in so tudi seveda čisto v redu, ljudje vmes drugače mislijo, ni pa v redu tisto, ko zatirajo druge, ki drugače mislijo. Ne? Ker to ni privatni medij, ker bi lahko delal, kar hočeš. Ker to mi vsi plačujemo, zato moramo imeti to v želodcu. Zato. Vsi nujno in obvezno to plačujemo. In gledalci lahko tudi, kaj ne rečem, se pritožujejo in tudi zahtevajo, ne? Ker ta logika, da je to naše, RTV smo, kot je bila takrat tista ilegalna, kaj ne rečem, ilegalna skupina znotraj teh protestnikov, ki je pač sramotila potem drugače misleče. Po celi Sloveniji praktično. Ja. Ne, RTV smo. Kdo smo RTV? RTV smo vsi, če že, ne? Ja. Sploh pa je to last gledalcev in odgovornosti do gledalcev. In krniti program in ideološko stvari pasivizirati, to ne vodi nikamor. Zadnjič sem dobil eno vprašanje, kako bi opisal razmere na RTV, absolutno ni vse slabo. Lejte, je res je niz predanih sodelavcev, kamorkoli greš, tudi ko delamo intervjuje. Mislim, to so krasni ljudje, režiserji, drugi sodelavci. Ampak nasplošno, tako idejno, če pa pogledam, kako je program zlasti informativni, žal po večini očiščen, ne, gre pa res, da je RTV danes v nekem smislu 50 odtenkov rdeče. Žal. Ja. Partijska televizija. Ne, ni partijska, ampak 50 odtenkov rdeče. Tudi rdeča ima veliko nijans. Od roza, ne, zelo močna je tudi roza, do tiste temno rdeče, kar je meni čist lepa. Ne. Vmes je pa tista krvava rdeča, ki mi ni najbolj všeč. No, zdaj je o tej krvavo rdeči predvsem o zvezdi, ne, in o vsem tem, kar je pisala pesnica Makarovič o vas. To pa tamle tista rdeča, ne, to je tista krvava. Torej, o tem ste pa zdaj bili tudi na sodišču. Je tekla razprava, končno je zdaj gospa prišla na sodišče, ni šla v Islandijo letos, ne. Kako je bilo, povejte nam? Ja, tako v nekem smislu pričakovano. Mene je ves čas zanimalo, kaj bodo sploh lahko povedali v svoj bran, ne? Glede na to, kar se je zgodilo. Ne? Ker tle gre, očitno pokazalo se je tudi, da tle ne gre za Svetlano Makarovič, ampak gre za celotno politično opcijo, ki je takrat njo izkoristila za to, da je obračunala z novinarjem javne televizije, ki si je po njihovem drznil pač komentirati Dražgo Škobitko, ne? Temo, ki jo pač zelo dobro poznam, bolj kot Svetlana Makarovič, ki očitno o tem praktično ne ve nič, razen par ideoloških floskul, pa tudi njen odvetnik, ne vem, ali je tako neveden, ali je tako dobro plačan, da govori take zelo banalne stvari na sodišču. Začelo se je z ogledom utripa, tistega utripa mojega, iz 15. januarja 2022, ki je, še zdaj smo ga gledali, perfekten, res lepo narejen. Ja. Imamo različne darove ljudje, eni imajo za kuhanje, eni za to. Jaz imam pač za ta kombinacijo besede. Gospa Svetlana ima dar za javno nastopanje. Gremo zdaj, kako je recitirala to takrat, ko se je to zgodilo. A to imate zdaj predvajanje? Ne bomo predvajali, samo sliko recimo. No takrat, to je bilo prvič, najprej je bil intervju predvajan, potem je bila pa predvajana to sramotilno besedilo, ki ga je ona tukaj dobesedno izkričala na tem političnem protestu. In seveda se je pojavila velika razlika. Jaz mislim, da je to sodnica tudi videla in da so videli tudi prisotni novinarji in del javnosti, ki je bil tam. Potem so bile neke abreviature njenega odvetnika, ki je, moram reči, zelo nesramen in ga bom prijavil tudi odvetniški zbornici, ker ponavlja te trditve, ne, lažnivec, provokator in ne vem kaj vse z moje strani, s tem, da ne more nič dokazati, seveda, ker ne more dokazati, ker jaz sem tudi pokazal list papirja oziroma prepis tega utripa. Prvič, niti gospa Svetlana, niti on ni kvalificiran za to, da bi ocenjeval, kaj zgodovina pravzaprav je in kaj drži in kaj ne. Ampak imajo pa na voljo celo garo zgodovinarjev, ki bi jim lahko pomagali. Nihče jim ne more pomagati in jim tudi noče pomagati. Ne. Tako da je bilo to prazno in tam je govoril te floskule, ne, take. Veste, če ne bi bilo
partizanov bi govorili danes nemško in take neumnosti. Ne? Veste, kot v smislu, zdaj lahko bi rekli tudi, ne vem, če ne bi bilo Nemcev, ne bi imeli nemških avtomobilov. Kaj ima to zveze z vašim utripom? Sej, gledajte, to je, mi smo v bistvu tudi z odvetnikom bili zelo egzaktni tudi pri tej napadu in oni pri obrambi pa so pač poskušali nekako sodišče opremiti s solato raznih govorov, knjig in vsega mogočega, ne morejo pa seveda dokazati v tistem skromnem tekstu, kaj bi bilo lahko narobe. Pa tudi, če bi bilo, morate vedeti, da je to oddaja avtorskega tipa, še zdaj piše v obrazložitvi oddaja Utrip, to je komentar. V komentarju se lahko avtor ukvarja s čimrkoli, dobro pa je, če to sloni na dejstvih in pri meni je to slonelo na dejstvih absolutno. Imamo pa veliko komentarjev v Utripu, zlasti zadnja obdobja, ko pa teze, ki jih tam moji kolegi predvajajo, ne slonijo na dejstvih, ne? To je ta razlika, no? In to naj bi bil seveda razlog, da se je gospa Svetlana potem odločila za tisto sramotilno besedilo, ki je bilo, kot kaže, naročeno. Tam je tudi povedala, pazite, da se je posvetovala o tem, kdo jaz sem z Matejem Šurcem, se pravi mojim novinarskim kolegom z Radia Slovenija. Očitno je ta bestialni aktivizem z njegove strani bil tukaj ključen. To ne bi smeli pozabiti, to je kar povedala. Pa tudi recimo z akademikom Borisom Manovakom, ki ima očitno tudi težave z dojemanjem stvarnosti in zgodovine. Ne. Tako da to se je potem, jaz sem zelo suvereno bil zaslišan in zelo suvereno nastopil, ker so pač to moje teme, moje področje. Bile so provokacije strani odvetnika, v tem smislu, kakšen je moj svetovni nazor. Ne. Pa jaz se to na sodiščih ne sprašuje, dobro, jaz sem to brez problema odgovarjal. Da so to vrednote slovenske pomladi, potem je bil malo zmeden, pa sem ga podučil, kaj so vrednote slovenske pomladi. Namreč vrednote slovenske pomladi za naju, ki to razumeva, so, ampak mogoče še za gledalce. To je tisti blagoslovljen čas, ne, ko je demokratična opozicija, ne komunistična, zmogla tisto modrost, ne, da rečem, zgodovinsko modrost, razumela je duh časa in pritegnila k sebi tudi opozicijo, komunistično opozicijo, ki je bila končno proti osamosvojitvi, da so skupaj speljali te velike projekte plebiscita, saj niso imeli druge izbire pravzaprav, in tudi osamosvojitvene vojne, kjer se je Slovenija v resnici povezala, in ta povezana Slovenija je meni ideal, ne pa izključevalna Slovenija. Potem je bilo recimo tudi take vprašanje, ali poznate Janeza Janšo? To je bilo vprašanje odvetnika. Zdaj spoznam tudi gospoda Milana Kučana in mislim, vse, mi poznamo pač vse, ki smo tam, in to je bilo, veste, rečeno na ta način, ne, če pozna Janeza Janša, se pravi, kriv je, križaj ga v tem smislu, ne, to deluje, jaz ne vem, to na sodiščih res deluje, ker če to deluje na tak način, če ti nekoga poznaš, ne, je potem dovolj, ne. Lejte, imamo tako predsednico Državnega zbora, ki nam kaže, kako je na sodiščih, ne, človek se kar ustraši. Morate tudi vedeti, da, lejte, tudi ta gospa, ona ima veliko podporo pri ministrice za kulturo in pri predsednici Državnega zbora, ki ste jo se omenili. Si vi predstavljate kulturno raven slovenske levice, ki se zgleduje po takih besedilih. Mi smo raziskovali tudi z odvetnikom, odvetnik nasprotne strani, gospod Sluga, je poskušal z nekimi evropskimi primeri, ampak veste, da se ne najde v evropskem prostoru situacije, ko bi nekdo proti nekomu drugemu nastopil s tako sramotilnim besedilom, zaničevalnim besedilom od prvega do zadnjega stavka. So posamezne krilatice, žaljivke in tako naprej, tega je veliko, ampak ne da je celoten namen tega nastopa, tukaj tega političnega ekscesa, zaničevanje in poskus, kot so tudi, imamo tudi dve odlični ekspertizi, ki sta objavljeni v pravni praksi in govorita o moj prid. Tu sta nastopila dva res izjemna strokovnjaka, doktorja znanosti, literarnih ved, doktor Ogrin in doktor Periničeva, in sta razgradila to zadevo pač v prafaktorje, da to ni nobena satira, pa tudi satira ima določene meje. Ti ne moreš, veste, umor razglasiti za kulturno dejanje, ne? In tukaj je poskus medijskega umora, stvar izničenja osebnosti, poskus, da bi meni vzeli vso kredibilnost, ki jo imam kot novinar in kot zgodovinar. Vse, če bi imeli javno RTV normalno, seveda bi morala RTV biti tista, ki prva toži, ker sem bil tukaj napaden zaradi oddaj Utrip in pričevalci, ne zaradi, ne vem, mojih osebnosti. Ki so del programa javne RTV. Del programa. Tako da, pol, ko je gospa nastopila, ko je ona pričala, se je zapletala, je bila zmedena,
poskušala seveda tudi vnovič te sramotilne besede uporabljati in jih nekako pojasnjevati. Drugače pa ne vem, kaj ne rečem, mi smo imeli zelo dober občutek, ne, ker smo z argumenti popolnoma prevladali. Zdaj, a je to v slovenskem pravosodnem sistemu dovolj? Bomo pa videli. Ja, ampak glejte, tudi Nataša Pirc Musar, predsednica, je rekla in ocenila izjavo Makarovičeve kot neprimerno. Ne, to se pravi, kam se zdaj postavlja Nataša Pirc Musar? Glejte, jaz mislim, seveda ona predsednica republike in ne glede na vse premore neko normalnost. A si vi predstavljate osebo, ki bi rekla, da je to primerno, da je to potrebno, kot sta rekla dva levičarska. Ampak lahko bi bila tiho. Lahko bi bila tiho, ampak glejte, to ji lahko štejemo v dobro, da premore vendarle toliko enega dostojanstva. Sploh zato, ker veste, da ko je ona nastopila svojo funkcijo, je rekla, da ne bo tiho. Da ne bo tiho, ja. Zdaj velikrat je bila tiho, tukaj pa očitno ne povsem, to se mi zdi dobro. Ampak veste, nisem osamljen primer, nedavno sem izvedel tudi, da seveda, recimo, predavanje na pravni fakulteti, ne, profesor, ki ga ne poznam, je pač ta nastop Makarovičeve in ta primer, ta case, označil popolnoma moj prid, ne. Logično, se tudi drugače ne more biti. Glejte, jaz sem tukaj mogoče še eno točko bi povedal, ki je delno tudi eno moje razočaranje pravzaprav, ne, da se številni kolegi ne zavedajo, da gre sicer tukaj v tem primeru zame, ampak da je ta tožba pomembna zato, ker če bo dovoljeno, da bodo drugače mislečim, zlasti ti ekstremni podivjani levičarji, pa tudi desničarji, če bi to hoteli, zmerjali z idejalci, svinjami, z meneti in tako naprej, kam bo to prišlo? In če jaz tukaj tega ne bom obranil, drugič boste mogoče na vrsti vi ali pa kolega Pirkovič. Vem, ampak ne na tak grob način. In tukaj je zanimivo, da številni kolegi, ne vem, veste, da sem dobil celo občutek, da so nekateri zavisni zato, ker se dobro branim. In imamo veliko primerov tudi v naših medijih, ki so recimo bliže vrednostnemu sistemu slovenske pomladi, da o teh stvareh ne poročajo in jih ne izpostavljajo. Tudi ne vem, a so v kakšni vaši oddaji tukaj, a ste govorili na to temo? Ne. A ni zanimivo? Ja. Govorimo o drugih temah, o tej, ki je pa pravzaprav ključna, pa ne, tudi v vaših oddajah ne. Kar kaže na neko, mislim, ta tema je pomembna, ker tudi kaže to absolutno dvoličnost levega političnega pola, ki se priduša čez sovražni govor in to očita nasprotni strani. V redu, pravičeno. Oni sami pa se postavljajo za osebo, ki tako nesramno sramoti drugače misleče in jo podpirajo. Ne? Tako da jaz apeliram, pri zdravi pameti za to, da se ta tema obravnava na nek tak način, ker je za vse pomembno, ne samo zame. Ja, kot primer. Ampak vendarle, lejte, tudi Andreja Katič, torej zdaj nekdanja pravosodna ministrica, tudi ona je bila tiho, ko vas je ta Teoš Kratek na prireditvi, očitno ga je nekdo nagovoril, ravno tako žalil s tem istim besedilom, ki težko rečemo, da je sploh pesem, ne? Ja. Saj ona je potem, Makarovičevi smo to tudi očitali, da je to očitno namen, ne, da se pač to sramotenje nadaljuje, ne, da se pač poskuša izničiti mojo osebnost in strokovnost. Ona se je zgovarjala, da Teoš Kratka ne pozna, kar je seveda laž, ker imamo fotografijo, ker sta skupaj, se celo skupaj za roke držita. Ne. To je prav zanimivo. Ona je tudi nedavno na kongresu, meni očitajo politično aktivnost, ne razumejo, da je svetovni nazor nekaj drugega kot politična aktivnost in vrednote, ki jih zastopaš. Ona sama pa je nedavno nastopila znova na neki politični prireditvi na ustanovnem kongresu stranke Mi socialisti Kordiša. Mi komunisti v osnovi. V bistvu, kjer je ponavljala nekatere citate iz tega iz sramotilnega teksta. In zanimivo tudi to, iz tega sramotilnega teksta. In tisti posnetek je zelo zanimiv, ker na koncu vsa dvorana, ona se tam priduša, da jo jaz tožim zaradi duševnih bolečin, kar ni čisto tako, jaz jo tožim seveda zaradi tega, kar je ona naredila, poskuša se norčevati iz teh duševnih bolečin in cela dvorana se smeje. Pazite to. Glejte, ta pojav, jaz si ne predstavljam, ljudi iz mojega vrednostnega kroga, da bi bilo neko tako sramotilno besedilo predvajano o komurkoli, mogoče o najbolj osovraženemu politiku na levi strani, pa da bi se dvorana smejala. Hočem reči, da tle imamo, ta naša slovenska levica ima v resnici hud vrednostni problem in če se identificira s takim izrazoslovjem, ubitačnim, pomeni, da je nevarna.
In to bi želel tudi opozoriti. Hvala za to priložnost. Dobro, zdaj v tem času je tudi zagovornik načela enakosti, ki ga imamo, ne, v Sloveniji, označil, da Polona Fijavž, to je odgovorna urednica vašega programa, in razsodil, da ni kršila načela enakosti pred zakonom in da ni ravnala diskriminatorno, ker ni dovolila nastop Urške Cankar Soares v vaši oddaji. Ne? Torej, kaj se zdaj dogaja? Ja, glejte, pač aktualna oblast si je prisvojila vse te usporedne vzvode, ne? In tudi več kot očitno tudi gospoda Lobnika, ki je zagovornik načela enakosti, je v vrsto točkah tukaj nestrokoven. Spremljam še en primer, kjer tudi deluje popolnoma politično. In glejte, kaj pa je drugega kot eklatanten primer diskriminacije, če odgovorna urednica izloči, tukaj v tem primeru gospod Uršo Cankar Soares, jaz to nisem niti osebno spoznal, midva sta samo po telefonu komunicirala, in sem jo povabil v oddajo Intervju, ker je tudi organizatorka Pohodov za življenje. Ne? Pohodov ene civilne družbe. Ja. Urednica jo je izločila vnaprej z zelo nesrečnim izrazoslovjem, ne, da deluje protiustavno in tako naprej. Zdaj, če bi ta gospod Urša Cankar tožila odgovorno urednico zaradi, recimo prav zaradi teh zadev, ki sem jih prej omenil, zaradi diskriminacije, verjamem, da bi dobila. Je pa normalno, da je zagovornik, pričakovano, ni normalno, da je zagovornik načela enakosti pokril odgovorno urednico, ki je tukaj ravnala neumno. In jaz se čudim kolegici Poloni, s katero pač komuniciramo, poskušamo komunicirati normalno, da se je odločila za to tako drastično potezo, ki bo temna lisa v njeni karieri. Ne moreš ti nekoga izločiti vnaprej, da je tak pa tak pa tak. To ne gre, to je komunizem ali pa še nekaj hujšega, boljševizem. Ne? Urša Cankar bi bila odlična sogovornica. Ja. Mama 4 otrok, ki bi pač povedala vrednote, ki jih ona... To niso ljudje, kjer bi bilo nevarno, da bodo kogarkoli žalili. Ampak za njih je večji problem, glejte, to pa je problem naš, ne? Za njih je večji problem Urša Cankar Soares z svojimi vrednotami in manjši problem Svetlana Makarovič, ki pa predstavlja v tem trenutku proti vrednote. Ampak Svetlana Makarovič nastopa v naših oddajah, bila je tudi pri Marcelu. Zaradi nje smo podaljšali prenos tiste proslave ob kulturnem prazniku. Tako. In to mimo vseh odločitev vodstva in odgovornih urednikov. To je tudi skrbi, ko vidimo, da se vodstvo, pa vsaj del, nekateri na RTV-u, identificirajo z napadi Svetlana Makarovič name. Tudi vrednosti s tem teh ljudi je zaskrbljujoč. Torej, tu se zastavlja vprašanje. Meni se je vedno zastavljalo to vprašanje, se je tudi v zvezi z mano imela pač ta odgovorna urednica Polona Fijavž neka mnenja, ni me več videla v tej oddaji Intervju, se sami veste. Ni več videla, to ste mi vi povedali, ne. No, seveda se jaz nisem preveč sekirala, ker če me ne vidi, pač Bog pomagi. Zdaj vas vidijo drugi in drugačen način. Ja, zdaj me vidijo drugi in drugačen. Ampak glejte, vedno se človek vpraša, koliko so te odgovorni uredniki, sploh pa Polona Fijavž, koliko je ona sploh samostojna, koliko se sploh odloča na podlagi neke stroke, nekih svojih prepričanj, ali kaj je to, mora ves čas poslušati, ali me svet ali pa recimo direktorica še vidi, me ne vidi, dajmo tega stran, tega ne, to je tisto vprašanje. Ja, vidite, tle imava mi dva zelo odprt dialog in vi mene provocirate in to jaz tudi vem in se poskušam temu prilagajati. Je moja sodelavka, moja odgovorna urednica, nimam nobenega strahu do nje, ne bi rad bil nekolegialen. Včasih me preseneča, ker ona tudi iz enega vrednostnega okolja mi je zaupala, ki je meni blizu, ampak ima do pluralnosti javnega medija, ima včasih res zelo, zelo čudne, z mojega vidika čudne poglede. Lejte, jaz to ne vem, ker ne poznam kako deluje ta hierarhija v aktualni sestavi. Jaz sem nekoliko izdvojen iz tega mainstreama televizijskega, logično. Ampak, to so pa govorice hodniške, da je ona, da je pod velikim pritiskom, pač tistih nad njo. Izvrševalka. To ste vi rekli. Vidim pa, da je tukaj svet RTV-ja z gospodom Forbicijem izredno ideološko profiliran. Pazite, nam se je prvič zgodilo v 35 letih, pazite, ta depolitizacija ministrice Aste Vrečko, da je ni sram, je povzročila to, da imamo po 35 letih v svetu RTV
unisono samo 30 oziroma 50 odtenkov rdeče. Mi nimamo tam niti enega, upam, da ne delam komu krivico, ki bi bil alternativno drugače misleč. Vse je rdeče ali pa ekstremno rdeče. A je to neka zastopanost enega javnega medija? A so to neki reprezentanti, ki lahko kreirajo potem usmeritve javnega medija? Seveda ne. In oni besno pritiskajo tudi na vodstvo, ki je seveda njihovo. Upam, da so to avtonomne osebnosti, ampak vidi se po programu, da čedalje bolj izločajo drugače misleče. In tle prihaja do konflikta tudi med njimi, morate vedeti. Čeprav so dali v ta svet, zdaj v zakon, ki itak ne vemo, ali je ustaven ali ne, to, da se svet ne vtika v vsebino, očitno se zdaj svet RTV vtika v avtorje. Tako je. Meni je bilo rečeno, da svet zahteva, da je oddaja Igorja Eberganta ob 21. uri v nedeljo, točno v terminu intervjuja. To mi je bilo rečeno. Ko sem jaz rekel, svet nima teh pristojnosti, potem smo gledali v strop. Ja. Bomo videli, kaj se bo. Še nekaj bi rekel, jaz sem sam bil v vodstvu, tako da to malo poznam. Če deluješ v javnem sektorju, sploh v privatnem je druga stvar, v javnem sektorju ti moraš komunicirati z zaposlenimi. Jaz sem imel več primerov, se tu bi lahko prijavil za mobbing, ampak glejte, nimam časa, če ga bom zdaj imel okrog praznikov, bom to naredil. Meni, ne vem, niti direktorica televizije na službene maile ne odgovarja. Predsednik sveta RTV, Forbici, mi ne odgovarja na maile, ki so neposredni, ki se tičejo službenih zadev. Predstavnik novinarjev v svetu RTV, gospod Drnovšek, mi ne odgovarja. Potem na hodniku, ko ga srečam, tam nekje beži pred mano, pa nekaj jada bode. Mislim, kakšen nivo so ti ljudje vzpostavili na tej televiziji. Niti ne komunicirajo z zaposlenimi. Pa to ni veliko mailov, to sta 2 maila na leto z moje strani, ali pa še to ne. Tako da tle smo se znašli v nekem krču, ki se ne more dobro končati. Mislim, na ta način ne morajo delovati v javnem sektorju, v javnem zavodu, ki ga plačujejo vsi, absolutno ne. Naj si naredijo svojo privatno, ne vem, televizijo in tam lahko počnejo, kar hočejo. Na javni televiziji tega ne smemo pustiti. Mogoče s tistim iranskim denarjem, ki ga je Miki Miška prala z Ljubljansko banko. Ne vem. No, RTV pa sedaj je finančno bolj stabilen. No? Po teh injekcijah strani vlade za ta denar za narodnost in tako naprej je bolj stabilen, tako da smo si že otežili denarnice z božičnico, Golobovo božičnico in smo vsi srečni. Srečni in tiho. Ampak dobro, zdaj tale teden je bila seveda spet zgodba, ki je bila že prejšnji teden, je bila ta glava, ne čigarkoli, ampak Titova glava. Titova glava, tule vidimo en fenomenalno fotografijo Tito brez glave, to je res v arhive, v muzej, v zgodovino, ki pa je bila takoj privarjena nazaj. Zdaj, kako vi komentirate to zgodbo? Najprej seveda s to Titovo glavo in z vsem tem, kar se je zgodilo. Ja, to je res velika tema. Kaže, da je bila, da so, brez Titove glave so bili brez glave tudi oni sami. Govorim o tej politični opciji, ki nam vlada. In tle gre za neko, če poznamo iz stare zaveze, kot neko zlato tele. Zdaj, ko ni nobene pameti, ko ni nobenega nadzora, ko se izgubi vrednostni kurs, takrat, ko je bil Mojzes na Sinaju, so začeli Izraelci v tisti zmedi častiti zlato tele. In to je zlato tele naših novodobnih komunistov. Očitno, ne moram drugače reči. Meni osebno je bil tudi ta spomenik brez glave všeč. Čeprav nisem zagovornik uničevanja teh spomenikov, jaz mislim, da si zaslužijo mesto v slovenski zgodovini. Jaz bi naredil en tak, tako kot obstaja park dinozavrov, bi naredil park takih spomenikov, tam bi bila tudi Kardelj in Kidrič in verjemite, da bi imel dober obisk. Seveda z določenimi opisi, kaj so ti ljudje bili. Nisem za uničevanje. Tudi v tem primeru bi pa rekel, da gre za poškodovanje tuje lastnine, ki je seveda lahko predmet kaznivega dejanja, nikakor pa ni to neko uničevanje kulturne dediščine, ker če kulturna dediščina je lahko kip, ampak to, kar kip predstavlja, pa ni dediščina, to je dediščina totalitarizma.
Za božjo voljo. In jaz ne vem, kaj se dogaja s temi ljudmi, da ne znajo ločiti zrna od plev. To je ena od rak ran slovenske družbe, da se ni znala odlepiti od totalitarnega režima. In tle smo mi na nivoju Romunije, kjer so ljudje, ki so bili žrtve komunizma, jokali, ko so Čaušeska ubili. Smo na nivoju tudi končno Sovjetske zveze, ko so jokali, ko je Stalin umrl. In tako naprej. Tle gre za nek lahko bi rekli, štokholmski sindrom. Masovno psihologijo. Tako. Zdaj, če smem, pa bi nekaj o Velenju rekel, ker sem se malo bolj poučil, nekoliko bolj poznam te stvari. Zakaj v Velenju ta fenomen? Velenje ni obstajalo v takem smislu, ne? In po vojni zaradi rudnika se odločijo, da bo tukaj nastal socialistični eksperiment, neko vzorčno mesto po socialističnem modelu. Podobno kot Nova Gorica, ampak tukaj ta stvar je bila bolj izpostavljena. In v Velenje se je stekalo, to seveda ni bilo kar tako, to se je stekalo ogromno denarja z vse Jugoslavije, predvsem pa tudi Slovenije. In tukaj so bili rudarji tudi po 3-krat bolje plačani kot recimo v Trbovljah ali pa v Zagorju. Zato tudi tista znamenita prva stavka v socializmu, ko so zatrli trbovljske rudarje, v Velenju niso stavkali, ker so bili toliko bolj plačani. Standard velenjskih rudarjev je bil takrat izjemno visok. Zato so pa tudi, to so kot neko Potemkinovo vas, slovenskega socializma, jugoslovanskega, so tja vozili Haile Selasija, Nikito Hruščeva, sem so se seveda vsi čudili, kakšen standard imajo delavci. Ta standard ni bil realen, je bil samo tam, je bil samo za te propagandne potrebe. Pol v 70-ih letih je bila ena velika afera, tudi po medijih takrat, da so ti vodilni tovariši komunisti, ki so bila polna usta seveda boja za malega človeka, da so si gradili vile z bazeni v nekem predelu Velenja. In sicer so dobili za to kredite na celo 150 let, pa to ni šala. To se je dogajalo v Velenju. In Velenje je kontaminirano s temi komunističnimi privilegiji, do te mere, da so se še daj očitno verjamejo v to božanstvo, da jim je to vse uredil Tito. Uredil jim je na račun drugih, ampak seveda, ko je ta socialistični eksperiment, ko ni več funkcioniral, je propadel, z vsem ostalim. Tako da je Velenje danes eno tako povprečno, lahko bi rekli še podpovprečno in tudi delno iznakaženo mesto, ker so ti arhitekturni posegi so brez repa in glave. Tle imate od socialističnega realizma do modernizma tako neko solato. No, s tovarišem Titom na čelu. Ja. No, ampak prisluhnimo zdaj Miroslavu Pačniku, ko govori o tem, kaj ga je spodbudilo, da je odžagal to glavo. Me je pa dejansko močno spodbudilo k temu dejanju to, kar se je dogajalo v Velenju s smrtjo rudarjev, ko so se ljudje dejansko res želeli, da se mogoče spremeni ime tega trga, da se potem ta kip odstrani, da se postavi nekaj lepega spomin mogoče na rudarja pa kaj drugega in potem je to bilo politično preglasovano v mestni občini. Takrat mi je bilo jasno, da dejansko to se ne bo dalo. Ne bo dalo odstraniti, da pač bo treba še mnogo let počakati, da mogoče ljudje dozorijo, ampak vse kaže v tej smeri, da ne. Vse kaže v tej smeri, da se spet začenja poveličevati bivši sistem. Ljudje, ki nikoli niso živeli v tem, ali pa ljudje dejansko, ki so užili samo tisto, kar je bilo lepo, se vse bolj tega časa spominja z nostalgijo. Tudi jaz mogoče, tudi jaz sem dejansko bil zrastel v teh časih, ko je bilo vse lepe, ko smo si živeli, bi rekel, nekaki množični hipnozi, ko so nam vsak dan na televiziji povedali, da smo najboljši. Pa nismo bili, nismo bili najboljši. Bila je laž, katero še danes mnogo kdo verjame, ampak ta laž ne sme prikriti vse to, kar je bilo tudi slabo, vseh grozodejstev, ki so se zgodili. Rekel, ne moremo zdaj mi poveličevati nečesa, kar je storilo več zla Slovencem kot kdorkoli drug v zgodovini. No in seveda odrasti laži, o kateri govori tole gospod Pačnik, je tudi utrip, ki bi ga pa zdaj mi lahko imenovali utrip laži, ki ga je pripravila kolegica Špela Kožar. Poglejmo samo en izvleček iz tega. Tole je Špela Kožar, tam skrajno desno, to je takrat, ko so, vidite, potem je Miša Molk, pa Erika Žnidaršič, pa seveda direktorica Ksenija Horvat. Torej, to je bilo kar, oni so neke 2 leti skozi maltretirali tole televizijo, pa seveda Jamnik
Metelkova, hvala Bogu je vse na spletu. Vsaj pol jih je srečala pamet, vam ja, rečem. verjamem, ampak 2 leti so pa pametovali. Ne. No, poglejmo, kaj je Špela Kožar v tem utripu povedala. Miroslav Pačnik je kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil kak Rom verjetno že v priporu, opravičeval s pismom, Planet TV ga je snemal, desnica ga hvali kot junaka. In ko naš Miro zapiše, da v demokraciji ne sme biti prostora za čaščenje totalitarizma, pozabi na totalitarne vzgibe zadnje Janševe vlade. Policijska ura, protiustavni ukrepi, uničevanje pravne države in javnih medijev, pripiranje in špricanje državljanov. Torej, spet Janša. Ne? Kaj ima zdaj Janša s to Titovo glavo? No. Lejte, to je utrip, ki je komentatorska oddaja, ker se lahko avtor privošči res osebno noto. Ne? Recimo, zanimivo je, da je to velja za Špelo Kožar, ni pa veljalo zame v utripu, ne, ki ga je potem napadla Svetlana Okarovič oziroma leva politična opcija. Kot rečeno, tudi komentar je komentar, lahko pravzaprav odpiraš, kar hočeš, poudarjaš, kar hočeš. Dobro je, da sloni na dejstvih. Moj utrip je slonil na dejstvih. Tukaj od kolegice Špele Kožar, dobro, to so komentarji, ne, učeš, da je šlo protiustavno in tako naprej, kar ne drži, ampak potem v nadaljevanju ona časti, zdaj govorim, komentiran komentar. Ima pravico, ima pravico komentirati tudi na ta način, da nama ni všeč, ampak problem je, ko pa zadevamo na zadeve, ali pa na trditve, ki ne držijo. In to čaščenje Titovega režima, ki je v nadaljevanju, to je mene pač zmotilo, oziroma kaj ne rečem, ne razjezilo, ampak nekako užalostilo. Ne, to je v luči tega, kar ste prej povedali, da je bil to pač komunistični eksperiment in mogoče imajo, ker seveda Špela Kožar je tudi iz Velenja, mogoče imajo tudi oni doma bazen, ne vem. Ne vem, lejte, ima pravico komentirati, kar hoče, dobro bi pa bilo, da bi se pozanimala o dejstvih in se jih držala. Ne. V tem primeru je smešno. Javna televizija se ne more privoščiti, da v tako pomembnih zgodovinskih temah postavlja tako enostranske trditve, ki niso v skladu z zgodovinsko resnico. No, pa še nekaj je rekla, ne? Torej cel ta utrip bi lahko bil utrip laži, zavajanja, pač komentar, ne? Da za tako stvar, ki jo je naredil ta gospod Miroslav Pačnik, bi bil že kakšen Rom v zaporu. In to si je dovolila reči v tednu, ko so izpustili Roma, tistega enega od glavnih obtoženih iz zapora. Ne? Torej, vedno potem potegnejo Rome, ki pa so res neka posebna vrsta očitno državljanov, za katero smo zdaj odkrili, kako je z njimi, česa se držijo, kje so, kaj delajo. Ja, Romi so dvojni fetiš za obe strani, medtem ko Janez Janša je pa fetiš za levo stran. Tu skoraj ne more biti brez omembe Janeza Janše, ne mine kakšna politična oddaja, da se to ne bi zgodilo. Ja, tle se, če govoriva o tem primeru te nesrečne situacije v Novem mestu, ne, da zdaj prihajajo na dan še druge stvari, takrat so v medijih, recimo medijih, ki niso ravno pod okriljem režima, veliko poročali, da niso prijeli pravega osumljenca. Takoj naslednje dni, ko se je to zgodilo. In seveda policija zatrjevala, da ne, da oni to vedo in so to ignorirali. Sedaj se je izkazalo, ne, da so prijeli napačnega človeka in da je bil morilec, pazite, ves čas na prostosti, več kot mesec dni. In zdaj po več kot mesecu dni so tega, ki je bil v prevzgojnem domu Rateče, prijeli in po mesecu in nekaj od doma pripravili hišno preiskavo po vsem tem cirkusu. Ta hišna preiskava je farsa, nima kaj dobiti. Ja, razen če je človek popolnoma nor, pa je ne vem, kaj je pusto doma, priznanje na mizi, ne, da je to storil. Ne. Veste, tu se pa nekaj vidi, tako kot na RTV-ju, ki je začel odpovedovati v nekem delu informativnega programa, po mojem, v smislu opravljanja javne funkcije, kar se pritiče, potem, ko je bil depolitiziran, ne, zdaj ta izraz uporabljamo, čeprav je smešen in kontradiktoren. Podobno se vidi tudi, kako daleč in kako škodljiva je bila ta depolitizacija policije, ki si ga je privoščila Golobova vlada. Se veste, ko je on dobesedno zahteval, kdo je lahko na položaju, kdo ne, in prišel pa tudi v konflikt z gospo Bobnar. In tle v Novem mestu očitno na čelu policije, to se je dolgo vedelo, ni bila prava oseba, ni bila profesionalna oseba in so delali take pravzaprav začetniške napake. Celo v tej situaciji, ko je bil primer pod tolikšno lupo javnosti.
Ne? In tle se vidi, da bi bilo za pritrditi temu, da je bil vsaj del te policije ali pa te policijske strukture povezan ali pa v nekem stiku s kriminalom. Dokazov za to nimamo, ampak ravnanja, ne, tudi do romskega kriminala v preteklosti, nakazujejo to smer, da je bil verjetno kdo tam z njimi povezan. No, za konec teh zgodbe o RTV Slovenija povejmo tole, ne. Zdaj tule imamo Ksenijo Horvat, pač direkt iz Pločnika na direktorski stol, ne. To, kar smo lahko opazili ta teden, je bilo, da ob tem poboju Judov v Avstraliji ni bilo nobene zaskrbljenosti med slovenskimi Hamasovci, ona je seveda prva med njimi, ne, to je bilo ves čas Gaza, pa ne vem kaj vse, Palestina, ampak zdaj, ko je pa bilo tole, pa nič, tišina, ne. To se pravi, da so tudi na področju zunanje politike ta RTV Slovenija, seveda odpoved nastopa na Evroviziji, ni popolnoma nevtralna, tudi tu peljejo politično igro in v bistvu škodujejo Sloveniji in RTV-ju. No, mislim, da ste pretirani z oceno, da gre za Hamasovce, to ne. Imajo pa vrednostno središče, kar se tiče odnosa do Bližnjega vzhoda, do vojne v Gazi in v Izraelu, imajo res zelo specifične poglede, ki so levičarske ali pa celo skrajno levičarski, tukaj se strinjam, ne. Ta odpoved sodelovanja na Evroviziji, koga pravzaprav to prizadene? Slovenske glasbene ustvarjalce in tudi slovensko javnost, ki bi pač gledala. Ki bi gledala, ki pač to ikonično bomo gledali HTV, pa bo mir. Pač to je neka ikonična prireditev, ki je seveda že davno zašla, ampak ne na temo, ne na tej točki, da tam sodeluje Izrael. Jaz se v to ne spuščam, mislim, da gre za napačne odločitve. Je pa nekaj res, ja, da se tako zelo selektivno poroča. Ne. To mene tudi moti, ampak tudi na druge teme. A veste, moram nažalost priznati, jaz zmeraj zagovarjam javno televizijo, meni osebno je veliko dala, dobro, tudi jaz nekaj nazaj in še zmeraj, glejte, so odlične zadeve, radijske oddaje, končno tudi izobraževalne vsebine, dokumentarne, še zmeraj zelo kvalitetne na televiziji, ne metati vse v isti koš, ampak resnici na ljubo včasih, če hočem zvedeti o nekih drugih temah, ki so na mainstreamu zamolčane, pogledam Planet TV. Ali pa pogledam tudi komentarje tukaj in na Domovini in tudi kje druge, tudi Novo 24. Nažalost, zato, če hočem, da se v določenih točkah zve več. Recimo ta gospod Pačnik, prej sva ga poslušala. Ja. Glejte, pravijo, kaj je to, ne vem kaj, da je to nek podivjan človek. Mislim, gospod zelo artikulirano govori in mu je vredno prisluhniti. Jaz mislim, da je javna televizija, da ga sploh ni imela pred ekranom. Ne, to je tako kot Urška Soares. pa se bi ga lahko pokritizirala in to sploh ni problem. Ampak zakaj bi ignorirali neko osebo, ki pravi, da je storil pravzaprav politični akt, ne? To je bil politični protest z njegove strani, ne? Z njegove zornega kota in je treba to upoštevati. In bi ga lahko problematizirali, raztrgali, ampak bi morali tudi njega upoštevati, pa ne. Ali pa še bolj posrečeno, kot se je izrazil bivši kulturni minister Simoniti, pravi, da gre tukaj za odličen umetniški performance, ne? Ker na levi strani je skoraj vse performance. To je tako kot dojenje psa skor, ne? Ja, v tem kontekstu, ali pa zažig križa v Strunjanu, so nekateri usporejali. Ampak bo pa zanimivo, no, če pride ta primer na Evropsko sodišče za človekove pravice in v Evropo sploh, ne, kako bomo branili zdaj tudi Titovo glavo. Veste kaj, zdaj seveda Evropsko sodišče, ne glede na to, da je Evropa usiha v nekem smislu po zdravi pameti, ampak to Evropsko sodišče je še vedno zaupanje vredno. Tudi mi smo sklenili, če ne bomo uspeli v Sloveniji s to tožbo proti Svetlani Makarovič zaradi neslutenega sramotenja, ki je največje v naši moderni zgodovini in tudi v evropskem smislu, bomo šli na Evropsko sodišče. In tudi tle sem slišal, ne, da je podjetnik, prebral sem, da je podjetnik Štrancar obljubil pravno pomoč tudi gospodu Pačniku, ja. Če bo pač prišlo, če bo potreba in da bo šlo tudi to na Evropsko sodišče. To, kar pravite, ja, bi bilo tam zanimivo, kako bojo zagovorniki utemeljevali pravzaprav obstoj tega, ki pa v Velenju. To je anomalija, to je neka rakasta, benigna tvorba, maligna tvorba, ki je pač v Sloveniji, ne samo tukaj, ker veste, kaj je problem, ne?
jaz teh spomenikov ne bi uničeval, vse so simpatični po svoje, ne? Grozeči, vse tako. Največji je. Lahko se strašijo otroke s tem, kakorkoli. Meni so po svoje čisto zanimivi. Dobro potezo je naredil dr. Dežman, takrat, ko je delno te tam iz Brda pri Kranju prenovil, ne, in so sedaj v Pivki, ne, je tak mini park teh socialističnih spomenikov, in je prav zanimivo za videti. To je prav gotovo, ampak problem pa je, da je v moderni Sloveniji po praktično 35 letih, kar smo se odločili za samostojno državo, da so ti spomeniki še vedno v funkciji. To je problem, ne da obstajajo, ampak da so v funkciji. Da so, veste, Čaščenje. Mi imamo Vence tudi, polagamo. Lejte, mi imamo Kardelja na Trgu Republike, ne, ker gleda slovenski parlament. Ta človek, ki je bil netirec revolucije v Sloveniji, so odgovoren za množične pomore. Na drugi strani je Kidrič, vice predsedniške palate, ko predsednica sedaj sprejema tuje državnike in tam grdo gleda Boris Kidrič, ne, ki pa mislim, da je najvišji spomenik v Ljubljani, ne, Kardeljev je največji. Problem je, da so ti spomeniki v funkciji in da še sedaj kontaminirajo pravzaprav eno slovensko normalnost. Ja, kot nek Ho Chi Minh. Ne slabše, Ho Chi Minha so imeli vsaj radi. Kim Il-sung. Ja, ampak dobro, tole pri RTV-ju, ne, zdaj pa nova medijska zakonodaja in vlada zdaj pred volitvami deli medijem 9 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. To pa je problem. Še posebej za RTV, kjer pravzaprav gre denar za manjšine, pa za glasbo, ne, v bistvu v ta bazen. Sami ste rekli, ste zdaj dobili veliko denarja, ampak vendarle, ne, to je pa malce, ne vemo, a je v redu ali ne, ker denar za manjšine ne more iti za plače, no. Ja, se veste, da je bila to neka zagata. Tako, dobro, vsaka vlada poskuša pred volitvami ustvariti dober vtis. Ampak tako poceni, tako ceneno in seveda na tuj račun, kot to počne sedanja Golobova vlada, pa mislim, da nismo še v 30-letni zgodovini doživeli. Že božičnica, ker se potem ta nesrečni premier še hvali, ne vem, v kakšnem stanju je takrat bil, ko je to govoril, ne, pred publiko. In sedaj seveda tudi ti bombončki, ko poskušajo te svoje medije, ne, bodite prepričani, da bo ta stvar popolnoma nadzorovana in predvidljiva. Napolniti pač te svoje medije z denarjem, ker veste, predvsem na levi strani se bojim, da skoraj ni nič zastonj. Tukaj na tej pomladni strani, sploh v teh cerkvenih krogih, videl sem sedaj, ko je šlo za referendum. Pazite, tukaj je bilo na stotine prostovoljcev, ki so delali na etični pogon. Se spomnim tudi, ker sem sam sodeloval v 90-ih z Novo revijo, tam se je delalo ogromno na etični pogon zaradi ideje, zaradi idealov in še vedno obstaja to, čeprav v manjši meri žal, ne. Na levi ni nič zastonj, tako pravijo. Ja. Treba vse plačati in očitno teh 9 milijonov je to vstopnica za neomajno podporo pred volitvami, ne. In seveda zdaj poglejmo, kako pred volitvami kaže političnim strankam. Zdaj tole smo vzeli iz Pop TV-ja, ampak recimo, kar se tiče te podpore vladi, dobra tretjina, 34,2% podpira vlado, več kot polovica državljanov pa aktualni vladi nasprotuje. Seveda so potem še vprašanja o političnih strankah, to si lahko pogledamo, ne. SDS bi zmagala, drugo je Gibanje Svoboda, SD, Demokrati, Nova Slovenija, te mogoče še pridajo v parlament in klasika, seveda spet vsi ti politiki, resnica že ne pride več in tako naprej, ampak politiki so pa tudi, Marta Kos je zrastla, ne vemo sicer zakaj, ne, ostali na vrhu so pa te levi politiki, tudi ne vemo pravzaprav zakaj. Logarju padla podpora, Kralj zrasel, Vrtovec tudi, Boštjančič, ne, jasno, zaradi vseh teh davkov. Vrečko je šla gor, Golob, Lotrič, Fajon dol in potem seveda jasno klasika, pa Mesec malo gor, Tomc gor, Prebilič, Arčon sta padla. In mogoče imamo še na koncu Janez Janša spet padla ocena, pa Jelka Godec, skratka, če kdo verjame temu. Zdaj, kaj se bo zgodilo, ne? Zdaj, kljub vsem tem bombončkom, to je temeljno vprašanje, več kot polovica državljanov aktualni vladi nasprotuje, kljub tej bombonjeri pa slaščičarni in vsemu temu, kar imamo zdaj. Ja, tako kot vidim, vsi imamo stike z terenom in z ljudmi, ki recimo živijo od svojega dela, ti so najbolj zanimivi, z obrtniki, podjetniki, espeji, taki, ki imajo neposreden stik z realnostjo. Zelo so jih udarile realne obdavčitve, povišanje obdavčitve te vlade, draginja, ki je nastala.
končno tudi ta davek na dolgotrajno oskrbo, kjer je pobral veliko denarja in to se ljudje zelo dobro zavedajo in realno živijo, kljub temu, da smo živeli v dobi prosperitete, seveda zadnja 3 leta, 4 leta, nas je ta vlada spravila v situacijo, ko so plače realno niže, oziroma za te plače si lahko privoščimo, kupimo manj. In se je standard v bistvu pod Golobovo vlado poslabšal. In to ljudje čutijo, zlasti tisti, ki živijo od svojega dela. In tle se je zgodilo nekaj podobnega, kot se je zgodil včasih, ko je, po mojem mnenju, ko je medijsko poročanje, mainstream poročanje tako zelo različno od realnosti, takrat se del volilnega telesa odlepi in pade. Ugasne mediji. Tako pade, res, veste, koliko ljudi reče, da ugasne. Nažalost, našo televizijo. To je res, ja. In se pravi, grejo tisti po svoje, grejo ven iz tega konteksta in iščejo nove informacije. Delno se jih žal pasivizira in pravijo, ne bomo nikogar volili, ker smo razočarani. Tudi levi mediji spodbujajo, ker ko gre levici slabo, takrat je propaganda, vse so vsi isti. In potem nekateri nasedajo in govorijo, vsi so isti. In politika je kriva in tako naprej. Torej, to se mislim, da tudi zdaj dogaja. Ker je, veste, za tako stanje v veliki meri so, seveda tudi pravosodje in tudi nadzorni organi, ampak v veliki meri so odgovorni mediji. Ker končno, kdo pa je vzpostavil ta mit, to je mit Roberta Goloba. Robert Golob je imel že prej toliko špran, toliko vrzeli, da bi se ga dalo medijsko uravnotežiti. Sveda, že samo, če bi raziskovali tisto njegovo zgodbo, ali pa laž bova rekla, z tistim računom v Romuniji, v Bukarešti, pa to njegovo izjavo, kako z več davki bi delal še večje neumnosti, oziroma z nižjimi davki. Več denarja bi delal neumnosti. To so nore izjave. Potem tudi to blebetanje, da smo fašisti, tisti, ki malo drugače. Vse te stvari so seveda bile že podstavek za to, da bi lahko to osebo vzpostavili bolj realno. So jo pa mediji seveda častili in povzdigovali do bridkega konca. Sedaj pa, mislim, to je slabše kot prerokovanje, ker to je manipulacija. Iz tega sploh ne bi kazal. To je velika manipulacija. Glejte, imamo situacijo, ko je predsednik največje opozicijske stranke, ki običajno ali pa velikokrat relativno zmaga na volitvah in je po teh lestvicah njegova stranka najvišje, on je pa pri repu. Kako gre to skupaj, ne vem, ampak nič hudega. Zdaj tudi Jelka Godec padla, recimo, dva sta zdaj. Se veste, da so včasih tako na hitro manipulirajo, da jim celo procenti strižejo, in so pač smešne situacije. Se veste, kako je že to bilo. Seštevek procentov ni 100. Tako. Da begamo, kaj zdaj. Tako da, lejte, so slabi matematiki, so pa dobri, ali pa si mislijo, da so dobri manipulatorji, ampak tudi to več ne deluje. Ampak večji barometer je to, kar čutijo zdaj politiki. Recimo, Luka Mesec je včeraj predlagal in je rekel, da on bi pa težko šel zdaj iz položaja, če ne bi predlagal povišanje minimalne plače za 16%, to se pravi na 1000 evrov. Teh 1000 evrov je neka magična številka, že Karel Erjavec je vpletal s to številko in seveda očitno je zdaj ugotovil in te na strani levice so ugotovili, da jim ne kaže najbolje. Ne nazadnje tudi Asta Vrečko si išče položaj v ZDA za svojega moža, da bi se potem umaknila za 4 leta ona z otročkom in z možem v ZDA. Pa Nika Kovač je rekla, da ne bo se šla več politike. Dobro, zdaj v Bruslju še recimo, da nekaj dosegla, ni to še do konca. To se pravi, najboljši barometer so sami pripadniki stranke Levica. Oni zdaj iščejo izhod iz te situacije. Če bi bili oni gotovi v to, kajti Luka Mesec je rekel, da lahko se zgodi, da ne bo več minister, in zelo verjetno se bo zgodilo, da te vsi odpadajo. Torej, ti so najboljši barometer. Ja, se imate prav. To je v nekem smislu razvedrilni program, da smo si na jasnem. Zdaj tekmujejo o tem, kdo bo več obljubil. Ne svojega, iz državnega proračuna, ki so ga že opustošili. Mi smo sedaj v dobi prosperitete so tako razmetavali z denarjem, da jih je lahko sram. Si končno vidite že gospoda Kračuna, gospoda Mraka, tudi ti konzervativni, levi ekonomisti svarijo nad tem, kaj se pravzaprav dogaja. Ne vem, če se državljani zavedamo, kako daleč so nas peljali in zdaj ta ladja teh, ne vem, ne smem uporabljati kakšne grde izraze,
teh tipov, ne vem, tako nek zabavni program, zdaj jaz dam pa 1000 evrov, predlagam, super, dajmo 2000 evrov predlagati, ali pa 5, mogoče še bolje. To je noro. To je tisto, veste, iz Kekca se spomnim, ne, ko je, mislim, da je imel koga Brincla, ne, je imel v tisti kletki in mu je moral na frulico igrati. In bedancu so se pa takrat odvijale neke sanje, kako na nekem plesišču, ne? In pol je vpil še bolj močno, še bolj noro, še bolj na poskok. Ne? To, evo, mene spomni to na to, še bolj noro. Dajmo še več obljubiti. Ja, s čim, ne? V tem kontekstu mi je všeč ta poteza Kucler, kralja, no? Bivšega ministra, njegovega predhodnika, ko mu pokaže, Luka, poznaš to, in mu vrže lopato. Lopato, sicer tako zakidanje. Potreba delati, bi rekel, Adi Smolar, ne? Ja, veste, ti fantje in dekleta res so malo osiromašeni s tem, ker očitno številni od njih, verjetno ne vsi, nimajo te realne izkušnje, kaj pomeni prijeti lopato v roke in še kaj drugega. In so res malo nebogljeni, ne? Ni čudno, da si potem iščejo escape, ne? Pa ne v Severni Koreji, niti ne na Kubi, ampak pravite, da bo ZDA. Ja, tako berem danes v požarju, Report, ja. Ja, bo treba delati, ne, tako ne bom nadaljevala zdaj drug del. Dejansko bo treba nekaj početi, ne. Kdo bo plačal to nevidno delo, ne vem, ne. Kaj ti seveda povemo, da kar se tele božičnice tiče, gre prav tako v ustavno presojo. Seveda lahko si mislimo, da ustavno sodišče bo najbrž težko, ali ne vemo, kaj se bodo zmislili zdaj, ampak gre v ustavno presojo tudi božičnica, čeprav že mora biti zdaj te dni izplačana. Na RTV-ju škoda, ker vas ni več z nami, ne, bi bila že obogatena. Mislim, da koliko 639 evrov. Žal ste prezgodaj zapustili to ladjo, ne, to letalo nosilko. Jaz smo še ta denar dobili in pazite, to ni bremenilo proračuna RTV, ampak je vlada posebej namenila ta denar. To je pomembna stvar. In to so res seveda veliki čokoladni bomboni. Zdaj, koga bo to prepričalo, da bo to volil, ne vem. Nekatere bo. Ja, ampak upokojencev pa najbrž ne, zato ker če kdo bi zaslužil, da država plače teh 639 evrov, so upokojenci, njim pa samo 150. Ja, se je druga liga, ne, očitno. A ni to pač stranka, ki zagovarja, da imamo vsi enake želodce? Mislim, da tudi ta stihija pri obdarovanju državljanov, ne, sedaj predbožična ali predzimska, ali kako že je, tudi kaže na to, da so neusklajeni, ne. Ja, to se jim lahko, ta poteza do upokojencev se jim lahko zelo, zelo maščuje. No, je pa šel včeraj, to, ko smo pa videli zdaj iz posnetkov, pa Janez Janša v Bruselj. Očitno se seveda začenja volilna kampanja v podporo kmetom, ne. Zdaj kmetje protestirajo, tudi oni so v več teh skupinah, no, ampak ta Kmetijsko-gozdarska zbornica je šla protestirati proti podpisu dogovora z južnoameriškimi državami in nekim Mercosurjem, ker bi to pripeljalo na naš trg izdelke, kmetijske izdelke, ki niso tako pridelani s tako strogo zakonodajo, kot je to v Evropi, gensko spremenjeni, pesticidi in tako naprej. Kako lahko razumemo tako potezo? Ja, ta Mercosur predstavlja seveda grožnjo za evropskega kmeta, ne samo, da so lahko oporečni izdelki, ampak so tudi izdelki, ki so manj kvalitetni, že zaradi poti, ker hrana, če potuje 14 dni z ladjo in še več, je problematična, ampak gre tudi za to, da se uničuje to bazo ali bazično podstat Evrope, ki je vendarle še vedno kmetstvo, ne? Tudi samooskrba s hrano je izredno pomembna. Tako da ni čudno, da so se nekako temu uprli. Vidimo tudi brezglavo vodstvo Evropske unije, ne, ko pravzaprav poskuša tako kratkovidno sklepati en tak kratkovidni sporazum, ki sicer bi kratkoročno pocenil hrano v Evropi, verjetno, ali pa tudi razširil sortiman, ampak bi uničeval našo samooskrbo evropskega kmeta, ki tako ali tako propada. Recimo, če vzamemo samo v Sloveniji, kar je tragedija posebne vrste, poleg demografije, znotraj zgodbe o demografski katastrofi, ki se pritiče Slovencem, kar so tudi v državnem svetu sedaj nažalost ugotavljali, imamo še propadanje slovenskega kmetstva, propadanje podeželja. Ne vem, koliko kmetij na dan propade v Sloveniji. To so hude številke in ena
eno pametno vodstvo Evropske unije, ki ga očitno sedaj nimamo, niti v Evropski ljudski stranki, ne. Je seveda proti temu je potrebno protestirati, tako da tukaj je bila gotovo to prava poteza. Jaz sem sicer slišal na Radiu Ognjišče, da je bil tukaj tudi prvak opozicije na javnem mediju, nisem gledal vseh oddaj, pa tega ni bilo, ni smel biti omenjen. Ne, on je kot Urša Cankar Soares. Drugače pa je seveda z gospod Niko Kovač, tle se pa kamere prižgajo in je... Vsak jok, vsaka solzica. Vse je na voljo. Je na prvih poročilih. Ampak res, kako vi gledate ta nastop? V Sloveniji 120 000 Slovenk nima ginekologa, čeprav berem, in mi se zdaj zavzemamo, Slovencev ni, letos je bilo manj rojenih še kot prejšnja leta, torej kako lahko to razumemo? Letos je bilo najmanj rojenih otrok in od teh rojenih jih je 25% takih, ki so jih rodile pač ne Slovenke, ne? Kar ni nič narobe, ampak če govoriva pa o prihodnosti naše nacije, našo kulturo, našo tradicijo, naše vrednote, ne moramo pričakovati, da jih bodo gojili tujci. Mi lahko pričakujemo, da se bodo oni temu prilagodili, da bodo to spoštovali, kar je problem, sploh ko vidimo pri teh albanskih zadevah, pa tudi kakšnih drugih. Država ne uka, ker se ne zna do tega opredeliti. Ampak ja, seveda je problem usihanja prebivalstva. In meni se zdi sploh ta akcija, tega gibanja 8. marec se mi zdi perverzna, bolna, res. Glejte, v tem, ko usihajo številne evropske države, veste, kaj se dogaja v vzhodnji Evropi? Bolgarija, Romunija, izseljevanje, obupna demografija, tam so izgubili milijone prebivalcev. Končno tudi Srbija, Makedonija, delno Hrvaška. V Sloveniji se to ne pozna zaradi priseljevanja, ne? Ampak tudi mi smo obsojeni na propad. To je dr. Gams sedaj izračunal in rekel, ne po najbolj radikalni varianti, ampak po neki srednji varianti, da bomo Slovenci izumrli v 200 letih. A gledajte, se to ni tako težko predvideti, ne? Ker vidimo, kakšna je rodnost. In namesto, da bi spodbujali rodnost in rojstva, namesto, da bi spodbujali tisti droben glas, ki ga na primer simbolizira gospa Urška Cankar Soares, ko promovira življenje v korist vseh nas, tudi zato, da bova midva dobila pokojnino, če se razumemo. Pa da bo Nika dobila penzijo, kdo bo za njeno penzijo delal? Tako. Ne, se promovira splav, ki je v vseh evropskih državah dovoljen, v nekaterih malo bolj omejen, ampak povsod dovoljen. In je to velika zgodba. To kaže tudi naša javna televizija, ki to promovira. Urško Cankar Soares, to je bolno. To lahko avtonomno rečem, da je to bolno in samouničevalno in ne razumem teh ljudi. A je to zdaj napad enega zla? A smo nori? Ali kaj, da uničujemo sami sebe in svoje vrednote? Ne razumem. Dobro, da mi dva saj o tem govoriva, ampak ne vem, če bo kaj pomagalo. Naj delajo, kar hoče, ampak ta pobuda ne more biti taka, s katero bi se hvalil. Kako? No, se so tudi nasprotovali v Evropski. Ja, vem, ampak glejte, na koncu so zmanipulirali tudi večino poslancev Evropske ljudske stranke, ki je prispevala tisti del glasu, tiste glasove, ki so potem pomenili njihov uspeh. Uspeh česa? Dobro, to bomo videli, ampak zdaj omenila sva že tole romsko problematiko, ne? Zdaj ta glavni osumljenec je šel po 2 mesecih domov, zdaj kdo je ubil gospoda Šutarja, še vedno ne vemo, ne? Zdaj pa so zaprli njegovega sorodnika, mislim, da bratranca. Ja. Zdaj vprašanje, Novomeščani so rekli, da bodo protestirali ponovno in rekli so, da bodo zdaj tokrat odšli, tako kot je bilo recimo množično v Novem mestu, da bodo odšli v Ljubljano. Vendar, ta teden zdaj izvem, da pa je župan Novega mesta Macedonij pa na nek način preprečil, se ni strinjal, spremenil mnenje, da bi šli v Ljubljano. Kaj se dogaja? Ali politika pritiska tudi na ta protest bi bil množičen, ne? Tega ne poznam, teh podrobnosti, ne veva, zakaj se je gospod Macedonij za to odločil. Videlo se je, lepo je bilo videti pravzaprav to pred mesecem dni, da so se župani občin, kjer je romska problematika eskalirala, da so se zelo povezali, da so govorili v en glas. Tudi tista seja občinskega sveta v Novem mestu, ker je bil prisoten tudi premier Golob, je bila izredna, ker se je tam videlo, da gre v resnici za stvarne stiske, da ne gre za politikanstvo. In upam, da seveda potem bilo vse obljubljeno, vse vemo, kako je bilo spet polna malha obljub.
najprej priznanje, da institucije ne delujejo strani predsednika vlade, ne, ki je seveda te institucije depolitiziral in jih očitno vzpostavil na raven, da ne delujejo. In sedaj pa, seveda, ko so se kamere ugasnile in odšle, se vidi, da ti ljudje, oziroma da država ni naredila veliko, sprejela je ta Šuterjev zakon, ampak policija se je umaknila, prej jih je bilo malo več, zdaj so se umaknili in se pravzaprav ni nič kaj veliko spremenilo. Mogoče še najbolj to, v smislu tega, da bi, pazite, Romi so normalni ljudje, tako kot mi, z malo več problemi kot mi, zaradi različnih razlogov, za veliko so jih krivi sami, ampak gotovo so oni, večina romske populacije, plen kriminalnih združb, ki jih obvladujejo in so oni prve žrtve. In sedaj, ko je, mislim, da davčna uprava zasegla nekaj teh limuzin, teh Romov, ki so na socialnih transferih in se seveda očitno ukvarjajo s kriminalom, in so bili dolžniki zaradi prekrškov, pazite, zaradi tako banalnih zadev, ki jih sistematično niso plačevali, ker jih organi pregona niso preganjali. Ne? To je mogoče še največji šok za te bose, ne? Za te, kaj ne rečem, kriminalce v romskih skupnostih, da so vendarle dotakljivi, ne? Da niso več tako nedotakljivi kot prej. Sicer se pa ni nič spremenilo. Ampak dobro, glejte, bil je tudi pogreb Šutarja. Že takrat je predsednik Janša, predsednik SDS-a, objavil, mislim, da na X-u, da govorijo, da je nekdo drug bil tega gospoda. Kaj si lahko mislimo o policiji, ki ne prisluhne vsem dokazom, vsem pričam? Kaj si lahko mislimo o tem? Mislim, najhujše je to, da takrat policija, ko je bila o tem obveščena in to dobro namerno, ne? Takrat takoj pol, ne, takrat bi se to dalo še odreagirati, dan, dva, tri po tem umoru, da je zagotavljala, da je vse v redu. Pa ni zaščitila DNK dokazov, vse to je problem, ker zdaj tale drugi osumljeni, ne, bo ravno tako lahko izpuščen, kaj pa sploh imajo? Slišimo, kako delajo to policije v bolj resnih državah, ali pa policije, ki imajo boljše komandirje. Res, da so komandirja v Novem mestu zamenjali. Upam, da za boljšo osebo. Ampak kaj se zgodi v takem primeru? Tudi če je tam 20 ljudi udeleženih v dogodku, se vse pripre in zasliši takoj takrat. Takoj takrat. Ne pa oni so zaprli samo tega, ki naj bi bil krivec. In se potem, ko da rečem, ne prečeše, ampak se presortira, tiste, ki so to videli in tiste izjave, ki so takoj takrat sprejete in zaščitene, tiste izjave imajo potem pričanja, imajo tudi najvišjo vrednost. In tle so že v samem startu naredili napako, ki jo pa potem, mogoče ravno zato, ker je to, nisem veril, da je to prvi izrazu prvak opozicije Janez Janša, ravno zato, ker je to on rekel, pa so oni to prikrivali do konca. To pa ne, na pogrebu. To pa ne bomo, ampak vendarle, zaščita dokazov je pa pomembna. Ampak glejte, tudi vojaški obveščevalci so ta teden pokazali, da mogoče ne vedo, kaj je sploh njihovo delo. Namreč, ko so imeli novoletno zabavo, so jih nekaj poskušali oropati, nekaj so jih pa oropali, vzeli so tudi nek telefon. Zdaj seveda Ministrstvo za obrambo je reklo, da ne, da pač varnost države ni ogrožena. Pa dobro, zdaj, če meni vzamejo telefon, jaz imam, če drugega ne, notri ogromno nekih naslovov, številk, SMS-ov, fotografij, ne. Kako ni ogrožena? Kaj je zdaj to? No? Mislim, kakšne neumnosti poslušamo? Ja, saj veste, kaj pa ne rečejo, ne? V tej zmedi, ko pušča ta oblast na vseh koncih in krajih in se za silo trudijo, da krpajo to barčico, ki plava in se potaplja, potem je najboljš prikrivati in se sprenevedati, ne. Dobro, to ni zdaj nek vele dogodek, je vlom v avtomobile. Naši obveščevalci, vojaški imajo od nekdaj težave s tem, ne. Zdaj upal sem, ne, zadnja leta se res ni slišalo, da je kaj narobe, da so v malo boljši kondiciji, ampak se veste od tistega kombija, ne, takrat obveščevalnega oziroma vohunskega kombija, ki je zapeljal na hrvaško stran pri Zavrču, ne. To je pred leti, ne, mlajši gledalci se tega ne spomnijo. Jaz sem kot novinar to pokrival in to na način, da je potem privedel do odstavitve ministra Turnška, ne. To je ta ekstremni levičar, ki se je pritihotapil v Slovensko ljudsko stranko in postal celo minister za obrambo, no. In takrat v enem duelu pred parlamentom se spomnim, da sem ga
sicer ne hote, ampak tako ponižal, da je potem vse skupaj eskaliralo v njegov odstop, ker so to zagovarjali in prikrivali do konca. Ne. In pa se nekaj, 20 let skoraj, bi rekel, se ni slišalo o kakšnih hujših vopajih naših obveščevalcev, ampak dajte, to so zdaj take začetniške stvari. Pušča na vseh koncih in krajih. Slovenija je zelo na udaru tudi kriminalnih združb. Ne. Pri nas se dobro počutijo, pri nas prihajajo na oddih, pri nas so centri povezovanja. Ne. Slovenija je sicer že prej, tudi v času socializma in komunizma, bila en močen obveščevalni center zahodnih in vzhodnih, tle govorimo o obveščevalnih službah. Ne. Casablanca. Tako. Ampak zdaj v večji meri je pa hudo to, da postaja neko zavetje, mislim, to je mogoče prehud izraz, ampak tudi neko prebižališče kriminalnih združb. Mi celo premalo vemo, kako obsežen kriminal ima stične točke tudi v Sloveniji. Govorim predvsem o trgovini z drogo. Ja. No in seveda ne moramo v tem utripu oziroma v tem pregledu dogodkov mimo te vojne, ki jo vodi vlada z zdravniki. Ne. Zdaj zdravnik Gregor Kavčič je pač ortoped, ki je naredil ogromno operacij, veliko tudi v neki zasebni kliniki, ampak vendarle prisluhnimo zdaj temu, kar je povedal dr. Robert Golob, da se on pravzaprav na ta način bori proti korupciji. Zadnja javnomnenjska anketa, ki sem jo gledal, pravi, da kar 80% ljudi skrbi oziroma zelo skrbi korupcija. V resnici je Svoboda stranka, kateri je toleranca do korupcije nična. In se tega... Gospod Poglajen, vam je smešno? Se lahko temu smejite, ja. In če smo se kje lotili korupcije, smo se jo v zdravstvu. Največ jih skrbi korupcija pri vas, bolj kot v zdravstvu. Sam nisem bil osumljen nobenega koruptivnega dejanja, niti pred KPK. Ampak kršenje integritete zaradi pogovora, ki sem jo imel z bivšo ministrico. Ste sistem dolgotrajne oskrbe zbirokratizirali do te mere, da je postal zelo težko dostopen za nove upravičence. Pri vsaki uvedbi novih sistemov so težave. Predvsem pa potrebuješ čas. Torej, zdravstvo, dolgotrajna oskrba, mi se očitno borimo proti korupciji. Se borimo proti korupciji? Ne, mi se bomo morali začeti boriti proti nesposobnosti in proti laži. Vidimo, da pod plaščem te neučinkovitosti, pazite, 3 leta so na oblasti, zdravstvena reforma je bila ena temeljnih obljub, ki je ljudi takrat po covidu pritegnila. Oni bodo pa zdravstvo uredili. In ta gospod Golob je s tistim svojim primorsko prepričljivostjo, ki jo zelo dobro poznam, ta barvita govorica, taka dominantna govorica, pač prepričal ljudi očitno, s pomočjo medijev in tako naprej. In gledajte, in zatem, to je kot nek čarovnik iz Oza. Vse je bilo obljubljeno, vse je bilo bleščeče in super, ko pa pogledaš v zakulisje in če si mediji upajo pogledati v zakulisje, veste, kako je bilo s čarovnikom iz Oza. Na koncu je bil tam ena revščina od osebe, ki je bila preplašena in ni bila sposobna ničesar. In tle je nekaj podobnega. In zdaj perverzno je pa to, da pod plaščem te popolne nesposobnosti na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe tudi, to sta 2 ločeni zadevi, ki se prepletata, se potem odločijo za propagandno vojno proti zdravnikom. Nekaj neverjetnega. Ne vem, smo se malo pogovarjali, ne poznamo države, ker bi se kaj podobnega zgodilo. Ja. Kar kaj bo? Tisti, ki bodo zbežali v zasebni sektor. Oni? Ja, tako. Ima denar. Oni bodo njihovi uporabniki, ja, tako je. Ja. In ljudje bodo na slabšem. Vsi ostali se bodo pa seveda držali tistih svojih norm. Namreč mi imamo pa tak sistem, ki seveda ni idealen, da so zdravniki delali še po svojih rednih urah in na ta način se je pač zdravstveni sistem oziroma smo dobili tisto oskrbo, ki jo potrebujemo, z vsemi pomanjkljivostmi vred. Tle so pa seveda udarili med njih, lovijo te, ki so nekateri seveda tudi ekstremni zaslužkarji, ampak treba je povedati, zakaj. Niso krivi zato, ker dobro služijo, sistem je tak, ki to omogoča. No, ne bi morali delati zastojno. Ja, in nekateri so tudi izredno produktivni. Ki ga zdaj kot čarovnico preganja v Novem mestu, je izredno produktiven. Slišimo, da so ravno zaradi te neučinkovitosti, in to je perverzno, kar bova še dodatno utrdila,
so rekli, bomo mi zdaj pospešili to vojno proti zdravnikom, da kreiramo javno mnenje s pomočjo seveda medijev, ki jih imajo na voljo, se to v neki meri dogaja. In kaj se je zgodilo? Oni so postavili po teh institucijah, zdravstvenih domovih in bolnicah, so nastavili svoje nadzorne svete in svoje šefe, ne, kaj rečem, svoje predsednike in tako. In ti ljudje so zdaj zadolženi za ta lov na čarovnice. In zato, in kot vidite, takoj, ko se je ta stvar v Novem mestu zgodila, tako je bilo to v dominantnih medijih, v tistem trenutku, kot vele dogodek, kot prva novica, za preusmeritev pozornosti. Izplen bo tukaj žalosten in tragičen. To je reševanje problema v zdravstvu popolnoma z napačnega konca, strani tistih, ki so pravzaprav, na področju ortopedije so največje čakalne dobe, ne? In ta človek, kakršen koli že je bil tukaj izredno uspešen, izredno produktiven. Ja. In njega so zdaj izločili in kaj se zdaj dogaja, da je tam popolna zmeta. Zdaj, po neki teoriji celo ta, kako direktorica, te bolnice, ki ga je prijavila, zdaj privatno, ali ne vem kako že, na kakšen način. Pošilja pacijente k njemu. Pošilja pacijente k njemu, ker sicer pacijenti čakajo. Veste, tle gre pa tudi za starejšo generacijo, gre za poškodbe, gre za nujne stvari. Mislim, kako se grdo igrajo tukaj z zdravjem in življenjem ljudi. In jih popolnoma nič ne briga. No in za nameček pa poglejmo, kaj je povedal analitik, komentator Peter Gregorčič o tem, kje pa se zdravijo politiki. Kje pa se je pomemben politik te države v resnici zdravo, ko je imel to težavo? Isto, Milan Kučan. Šel je v Švico in šel je k zasebniku v Švico. Paste, o tem govorimo. Če smem tle dodati ekskluzivno informacijo, slišam celo, da se je Aleksandar Čeferin operacijo zdaj prestal na srcu v Milano. Ne? To je ekskluzivna informacija. Mogoče Bojan lahko raziščeš po oddaji. Ja, Kučan v tujini. To ni nič novega. Gospod Kučan si je operiral takrat težave z hrbtenico v Švici. Vse to poznamo. Drugač pa silen zagovornik javnega zdravstva. Mi, bolj običajni državljani, zaupamo našim zdravnikom. Ne? In po večini imamo, osebno lahko rečem, zelo dobre izkušnje. In si ne moremo privoščiti. Si ne moremo. Pa tudi v Milano, operacijo srca. Dobro, gledajte, če bi bila predsednik FIFA, mogoče bi šla. Ne, ni nobene potrebe, ker po večini imamo res dobre zdravnike, ki so pa nekateri tudi preobremenjeni. Ja. No in za konec seveda poglejmo, kako potekajo tele zabave novoletne. Na eni, kot sva že rekla, je dr. Robert Golob prišel na zabavo Mola oziroma Jankovićevih podjetij, kjer je takole spregovoril o božičnici in o Janezu Janši. In ja, jaz verjamem, da je tudi današnji žur še toliko bolj sladek, ker ste danes dobili božičnico. Ne pozabi! Unita drugi vam jo bo pobral, če ne greste na volitve. Unita drugi, ne. Zdaj tudi Janša ni več, kaj? Zdaj že Unita drugi. Mislim, to je sramota, kaj imamo mi res na oblasti. Ne potrebujeva kakšen komentar. Ja, ampak ne, Golob gre na zabavo Zorana Jankovića en dan po teh razkritih v tisti prvi Tarči. Tako je. Ja. Kaj to pomeni? Pomeni, da je z njim v taki simbiozi, da jaz mislim, da je res tudi Janković njegov glavni podpornik in obratno, da je tudi v času, ko je Robert Golob na oblasti, tudi skozi usporedne institucije, veliko uslug naredil tudi Zoranu Jankoviću pri njegovih rabotah, ki zdaj prihajajo na dan. Ne? Čeprav so te rabote že vendarle ves čas na lagerju, ampak zdaj je očitno tudi mogoče za preusmeritev pozornosti. Sedaj je vendarle že 14 dni na udaru Zoran Janković v večji meri. To je zdaj usporedna zgodba. Po mojem vedenju je to tudi posledica tega spora v srbski skupnosti, pravzaprav v Sloveniji, ko sta dva tabora. Ne? En je ta Vučićev, ki mu pripada Janković, tu se vidi, da je tle on vendarle dosleden vsaj v tej točki, da svojih prijateljev ne zapušča, ne, in mu je ostal zvest. Res je pa tudi, da tle gre mogoče tudi za zvestobo zaradi rabot, ki so bile lahko kriminalne, ne, in da pač ne more drugače, ampak vendarle Vučića podpira. V Sloveniji je pa močnejši tisti proti Vučićev lobi. Saj, če se spomnite teh protestov beograjskih študentov, mi smo o tem poročali in smo poročali tudi, kot da bi se to dogajalo pri nas, kot da je to slovenski problem. Zato, ker je ta proti Vučićeva struja v Sloveniji močnejša. Sploh pa na RTV-ju očitno. Ja, tako in tudi na javnih medijih. In tudi zato se je sedaj mogoče prvič,
tako malo bolj očitno Zoran Janković znašel na napačni strani zgodovine in je postal močna tarča. Ampak premier Golob seveda tega ne opazi, ker sta v preveliki simbiozi in tle ne vem, ali sta mogoče tudi kakšen štamperli prej že popila ali pa tudi ne, no, saj premier Golob je znan, da se zelo hitro lahko sprosti in je povedal v bistvu vse svoje pravzaprav ne politične, vse bistvo tega svojega... Kredo, oni ta drugi. Tako, in okrog božičnice. Jaz sem vam jo dal, dali. To je, sem to že enkrat nekje povedal, to je moj sosed, ki je delavec v tovarni, rekel, z 2 varžetov, z 2 žepov so nas okradli, ne? Iz enemu enega dajo nazaj in se zelo hvalijo. Ne? To ljudje vendarle razumejo. Tudi ljudje, ki niso zelo široko izobraženi, pravzaprav politična pamet ali pa pamet o političnih presojah sploh nima nobene povezave z izobrazbo. Ampak z eno zdravo pametjo, ki jo nekateri imajo, nekateri visoko izobraženi pa sploh ne. Tako da tukaj to prozorno početje, mislim, da bo imelo zelo učinkovite vplive tudi na percepcijo volivcev. Da vidimo, na kakšen način pravzaprav poskuša, cenen način poskuša kupovati volilno telo pred volitvami. No, eno drugo tako podjetje, ki je res zapravilo skoraj 500 000, torej 400 000 evrov za novoletno zabavo, so Slovenske železnice, ki so na veliko zdaj opremljajo te železniške postaje po potrebnem ali pa nepotrebnem, namesto da bi tire postavili. Ne? Kaj si lahko mislimo o tem podjetju? Ja. Na Kitajskem so zdaj zgradili progo, kjer gre vlak več kot 400 km/h, ne? Kjer lahko kovanec stoji tako, če ga postaviš po koncu, tako funkcionira. Nedavno je moja sorodnica bila na Kitajskem, je prišla tako frapirana, skoraj prestrašena. Ne? Pri nas pa za desetine milijonov ali pa celo 100 in več milijonov obnavljajo železniške postaje, avstro-ogrske, ki so mogoče z kulturno-zgodovinskega vidika zanimive, sicer pa danes, kaj ne rečem, stranski tir, medtem ko tirov samih pa ne. A ni zanimivo, ne? Ja, med Celovcem in Gradcem pa nov tir, ki nas bo povozil. Ker tudi tam gradijo to hitro progo. Seveda. Ja, ne samo na Kitajskem. Ta garnitura na slovenskih železnicah, pa ne od zdaj, ne, je že ves čas leglo korupcije. Jaz sem prepričan, ne more drugače biti. Zanimivo pa, jaz mislim, da tudi v veliki meri je kar uspešno, to je teza moja, ne, domnevam, ne, lahko bi, da je ta garnitura dovolj denarja imela ne za tire, ampak tudi za podkupovanje raznih novinarskih central, zato da o teh svinjarijah do sedaj niso prav na veliko poročali. Marsikje ne. Zdaj se nekaj začelo lepiti, dogajati. In če gledamo korupcijo, ta teden je v Državnem zboru bila komisija, ki jo vodi poslanka Anja Bah Žibert, in izkazalo se je, da minister Kumer, torej minister za okolje, podnebje in energijo, Bojan Kumer, ne želi povedati, kdo je podpisal tisto odločbo, ki je dovolila gradnjo C0 oziroma pač razsodila, da ne gre za vplive na okolje. Torej, s čim imamo tu pravka, kako se bo zdaj ta kanal C0 zaključil? Kajti do volitev je pa zdaj res blizu. Ja, zdaj so še možnosti za to, da bi se C0 ustavil, ne? Bi se moral ustaviti. Včeraj je odvetnik teh zemljišč oziroma lastnikov zemljišč, kmetov, povedal na dramatično izjavo. Jaz sem v tej tarči pogrešal Aleša Primca, ki je končno glavni nasprotnik. Tudi jaz. A ne, spet prepoved. To je zdaj Urša Cankar Soares. Primc je oseba. Ne glede na to, da imamo zdaj nekaj zelo uspešnih oddaj tarča, tudi ta o korupciji pri novogoriškem EPK-ju, ko bi morali dobesedno spakirati udeležence in jih poslati v zapor. Upam, da se bo kaj tam zgodilo. In tudi tukaj, ne, vrhunsko narejeno, ampak vidi pa se eno neverjetno sito, ne, pri izbiri gostov. Tam je bil predstavnik Piratov, ni bilo pa Primca, ki je glavni nasprotnik tukaj Zorana Jankovića. Ker je očitno problem, kam potem kam potem prevesi pravzaprav nek vpliv in tudi končno tudi neke zasluge za to, ne, če se on ima redno proteste. Je bil pa tam seveda gospod Ferlinc, ne,
ta nenavaden tožilec iz afere Patria, ki bi lahko prej rekel bil kakšen kustos v muzeju sodnih zlorab ali pa kaj podobnega za politične namene, ampak dobro, v to se ne spuščam. Ja. Videlo pa se je, sistem, se je vendarle razkril sistem, kako to deluje, ne? Da gre za linijo povezanih oseb in da gre za koruptivna dejanja. In če ste prisluhnili temu odvetniku, ne, teh kmetov, kot pravite, se je zgrozil nad tem, no, in v tej smeri gre iskat. In če se bo tukaj prisililo, ne, gospoda Kumra, da bo vendarle moral spregovoriti, ali pa če se bo najdlo materialne dokaze o tej korupciji, se bo ne samo ta sektor, ki je še odprt, kratek sektor, ampak se bodo sesuli tudi vsi ostali sektori in do tega kanala C0, ki ogroža pitno vodo v Ljubljani, ne bo prišlo in upamo, da tega ne bo. Ker te ljudi, ki to snujo, ne briga pitna voda, ne briga zdravje ljudi, briga jih očitno korupcijski aranžmaji, ki so se v ozadju že zgodili in so prisiljeni, da to nekako oni, da to končajo, da to zgodbo zaključijo. Janković bo šel za župana v Beograd. Ampak dobro, zdaj kljub temu pa je Zoran Janković prepovedal trubače in harmonikarje v Ljubljani, ne. Zdaj kljub temu pa so včeraj, mislim, da spet nastopali okoli 20. ure, pravijo 11 glasbenikov in spet trubačev, no, so pa spet nastopali v Ljubljani na Čopovi ulici. Kaj si zdaj lahko mislimo o tej prepovedi in pa o trubačih, ki tega ne spoštujejo? Zdaj, kot kaže, če to drži, ne, verjamem, da drži, so ljudje to videli, potem so v bistvu prepovedali harmonikarje. Saj na koncu, jaz grem večkrat skozi center, je bilo videti samo enega relativno utrujenega in užalaščenega harmonikarja tam nekje pri Prešernovem spomeniku. Ja. Medtem ko so bili ti trubači pa v resnici zelo glasni. Agresivni na več mestih. Agresivni in tudi, ne vem, motili so bogoslužje v frančiškanski cerkvi na Tromostovju. In očitno pod temi pritiski je gospod Janković obljubil prepoved kar vseh sedaj, ne? Ja. Ampak ki pa velja samo za ene, ne? Škoda je, ker se Ljubljana, ki je zelo lepo srednjeevropsko mesto, sedaj nekoliko tudi ozaljšano, ampak tudi že prej se je tisto, kar je v Ljubljani lepo, je dejansko odprej, ne? Tisto, kar je nastalo v času Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije, predvsem vsi ti drugi posegi so bili običajno ponesrečeni, ampak pustimo zdaj to, da se tako mesto, ki je slovenska prestolnica, kjer je zrasla slovenska država, kjer je vzklila končno iz teh idej, iz teh velikih protestov in z Roškem vsega tega, da se spreminja v neko balkansko palanko. Pa jaz osebno nimam nič proti Balkanu, še manj proti čevapčičem in tako, ampak gledajte, Ljubljano bi radi imeli kot slovensko prestolnico, ne? In tle pa ni problem multikulturnost, problem je, ker dominira ta balkanizem, ki sem ne sodi, ne? Tako da jaz mislim, da na dolgi rok se bodo tudi trubači morali postaviti v nek drug kontekst, ne pa to, da prezentirajo za tujce, ki jih je sedaj v Ljubljani veliko, našo kulturo. Ja. Dobro, doktor Možina, tu bova končala, sva bila spet malce dolga. Torej, jaz vam voščim, ne bom rekla vesele in lepe praznike, papirhe ali kakorkoli, ampak blagoslovljen Božič, doktor Možina. To je tako lepo voščilo, če rečete blagoslovljen. Tudi jaz vam, gospa Vida, želim blagoslova, božičnega miru. Naj tisti mir, ki je navdahnil takrat betlehemske pastirje, nekako prevzame tudi naša srca in srca naših gledalcev. Srečno. Najlepša hvala. In hvala za pozornost. Nasvidenje.